Pozdravljeni. V tokratnih vaših pobudah in vprašanjih se bomo pogovarjali o tem, kaj sploh lahko pričakujemo od Sebastiana Vettela ter Fernanda Alonsa v sezoni 2021. Najprej moram poudariti, da sam se ne čutim dovolj sposobnega, da bi Sebastiana Vettela in Fernanda Alonsa dal na nek skupni imenovalec, da bi naredil neko analizo, katera bi bila dobra za oba voznika. Zato poudarjam, da bom na začetku obravnaval Sebastiana Vettela in nato Fernanda Alonsa, šele v končnem delu bom skušal povezati neke skupne zaključke. In kot ponavadi, gre za moje osebno mnenje, katero je lahko tudi napačno. Samo proga v prihajajoči sezoni bo pokazala, ali sem imel prav ali ne. Začnimo s Sebastianom Vettelom. Ta je v zadnjem obdobju razočaral marsikoga izmed navdušencev, še posebej tiste njegove zveste navijače. Njegova forma je začela iti navzdol tam nekje okrog velike nagrade Nemčije 2018. Po veliki nagradi Kanade 2019 so stvari začele dobiti nov pospešek in če izpustimo tisti preblisk velike nagrade Singapurja, prav tako v sezoni 2019, smo videli, da tudi marsikateri njegov zagovornik je spremenil mnenja. Napake, ki jih je delal Sebastian Vettel, so bile sedaj bolj potencirane in tudi mediji so izkoristili vsako priložnost, da so ga označili kot tistega, ki je odgovoren za to, da pri skuderiji Ferrari, na primer, niso dosegli določenih rezultatov. Prišlo je do menjave ekip. Sebastian Vettel je zapustil skuderijo Ferrari in kaj lahko od njega pričakujemo pri novo nastali ekipi Aston Martin? Seveda, gre za novo nastalo ekipo, gre za nadaljevanje Racing Pointa, kateri je bil nadaljevanje Force Indije in še bi lahko našteval prav do izvora tiste ekipe Jordan. A lahko smo si enotni, da lastnosti bolida, ki ga bo imel na razpolago Sebastian Vettel, bodo drugačne od tistega, ki ga je imel na razpolago pri skuderiji Ferrari. Če pa pogledamo malce situacijo okrog Fernanda Alonsa, si moramo biti enotni v tem, da 2 leti ni sodeloval v svetovnem prvenstvu Formule 1. Po svoje to ne vpliva na njegov prirojeni talent, a po mojem osebnem mnenju je izgubil vsaj delček tistih občutkov, ki so potrebni tudi pri obvladovanju bolida Formule 1. Prišlo je tudi do določenih sprememb, katere sam ni občutil, ko bi lahko razvijal določen bolid. Seveda, sezone v sezono se bolidi spreminjajo, čeprav minimalno. In Fernando Alonso v tej njegovi odsotnosti je tudi pokazal nekaj drugega. Mnogi iz njegovih navijačev so pričakovali enkratne rezultate v vseh tistih kategorijah, kjer se je pojavil. A na koncu jih je Fernando tudi razočaral. Vkolikor sprejmemo dejstvo, da v endurancu ni imel praktično konkurence v vseh ostalih kategorijah, pa govorim o Indykarju, govorim o Rally Ride in tako naprej, ni izpolnil tistega, kar je obljubljal. Seveda, tu bi lahko rekli, da je obljubljal malce preveč in sam sem opazil malce več skromnosti pri javnemu nastopanju. Govorimo o Formuli 1 in kot sem že poudaril, važno je tisto, kar se zgodi na progi, ne tisto, kar kdo obljublja. In sedaj se moramo zavedati, kje je tista razlika med Sebastianom Vettelom in Fernandom Alonsom. Gre za razliko v stilu vožnje, kot sem že označil v enem izmed prejšnjih prispevkov. A da se bomo bolje razumeli, sem kot ponavadi vzel maketo. In če se kdo sprašuje, zakaj je ta maketa Ferrarija 642 tako pogostokrat v mojih prispevkih, zato ker je izjemno robustna. Sebastian Vettel je v svoji zgodovini pokazal, da ima rad bolide, kateri imajo oprijem na zadnji osi. Posebej Ferrari SF1000 je pokazal, da prav na zadku ni imel tistega potrebnega oprijema.
In če ste malo sledili napovedim, ste verjetno ugotovili, da pri Ferrariju za novi bolid SF21 bodo žetone uporabili pravzaprav na tem območju. Treba je poudariti še nekaj. V sezoni 2021 se bo zmanjšala višina teh bočnih zaplat na difuzorju in seveda pristrigli bodo robove ravnega dna, kar bo zopet na zadku bolida zmanjšalo tisti aerodinamični oprijem, ampak pri vseh ekipah. Pri Aston Martinu bodo nadaljevali z razvojem tistega, kar smo spoznali v sezoni 2020 kot Racing Point RP20. Ta je bil seveda navdihnjen strani Mercedesa dvojni V10, o tem ni dvoma, sami so priznali. In kakšne so bile lastnosti teh dveh bolidov? Seveda, dolga medosna razdalja, kar lahko razumemo posledično, da je bilo ravno dno večje površine, kar je samo posebej napovedovalo to, da ima višji aerodinamični oprijem. Torej, v svoje Sebastian Vettel bi se moral bolje znajti v novi ekipi. Seveda od predpostavki, da bo razvoj šel v pravo smer. Namreč odkot izvira to njegovo vrtenje na progi? Pravzaprav iz tega, da je plin kot ponavadi, kot smo videli že na mnogih dirkah, dal izjemno zgodaj, bistveno bolj zgodaj kot njegova konkurenca, izjemno grobo, in ker ni imel oprijema na zadnji osi, se je bolid enostavno zavrtel okrog svoje osi, kot je pričakovano. Po drugi strani moramo razumeti, kak stil vožnje ima Fernando Alonso. On je eden izmed najbolj zanimivih voznikov pri zviranju. Fernando Alonso ima izjemno rad uravnotežene bolide. To se pravi, da je oprijem nekako idealno razporejen med prednjo in zadnjo osjo. Če že mora biti na eni strani malce bolj izrazit, je to na prednji osi. In seveda razumemo lahko, da gre za čisto nekaj drugega kot pri Sebastianu Vettelu. Ampak Fernando Alonso bo nastopil za ekipo Alpine. Tudi ta ekipa se je preimenovala, poznali smo jo kot tovarniška ekipa Renault, in bolid RS20 je v sezoni 2020 pokazal kar lep napredek. A bistveno manj od tistega, kar bi lahko pričakovali, glede na, za moj pogled, revolucionarno obliko. A vseeno, kar sem sam opazil, je to, da pravzaprav RS20 je bil izjemno stabilen na prednji osi. Kolikor bo Fernando Alonso pridobil tiste občutke in razumel, kje je meja novega bolida Alpine v zviranju, mislim, da tudi on bo znal pokazati marsikaj. In seveda, sedaj moramo priti do tistega, lahko pričakujemo zmage tako Sebastiana Vettela kot Fernanda Alonsa v prihajajoči sezoni. Sam dvomim, da bi oba imela tako nizko motivacijo, da bi jim kaj takega ne bi uspelo, kolikor se bo pojavila prava priložnost. Brez pravega spleta okoliščin dvomim, kajti obe ekipi sta hočeš nočeš preveč odzadaj. Mislim, da oba bosta sposobna biti tam blizu zmagovalnega odra na pravzaprav vsaki dirki. Sedaj, težko je trditi, ali se bo to uresničilo ali ne, kajti ne vem, v kakšno smer bodo šli pri ekipi Aston Martin in pri ekipi Alpine. Osnova mi je znana in glede na tisto, kar sem spoznal na bolidih iz sezone 2020, sem podal to oceno. Treba je razumeti, da tako Sebastian Vettel kot verjetno tudi Fernando Alonso, oba sta motivirana. Čeprav dvomim, da bi lahko eden ali drugi posegel v boj za naslov svetovnega prvaka. Zavedati se moramo, da oba sta nekako pod velikim vprašanjem v prihajajoči sezoni 2021. Mnogi v cirkusu so stavili na njiju, čeprav nekateri navdušenci se ne strinjajo s takim izborom. Zanimivo je bilo prebirati, naprimer, kaj so si mnogi mislili,
ko so izvedeli, da Fernando Alonso je bil tretiran kot novinec, kot sem povedal na začetku, prav leta odsotnosti so tista, ki so zbrisala praktično večino izkušenj in občutkov, ki jih je Fernando Alonso imel, in zato je bilo tudi po mojem mnenju pravilno, da je dobil tisti status novinca, za razliko od Sebastiana Vettla. Seveda, zanimivo vprašanje, na katerega seveda dokončno ne znamo odgovoriti, mislim, da nas bosta oba presenetila. Kako bo pa seveda povedala proga. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.